Lep pozdrav še v mojem imenu. Danes vam bom predstavila svojega očeta, Dragiša Modrinjaka. Marsikdo od vas tukaj se ga je sigurno že poznal, mislim ga poznal, eni bolj osebno, drugi mogoče preko njegovega delovanja skozi vso letno ustvarjanje v časniku Večer ali pa kasneje pri Delu. Ampak bom vseeno šla najprej skozi te neke osnovne podatke, da se spomnimo, da malo povem, kako in kaj. In sicer oče je bil rojen 8. oktobra 1935 v Velikem Gradištu v Srbiji, se pa je kaj kmalu s svojimi starši preselil v Slovenijo na Ptuj. Kot majhen oziroma kot mlad je imel neko željo, da bi postal urar, vendar je že takrat nosil očala in tako mu ta služba ni bila dostopna. In tako je pristal kot vajenec pri fotografu Langerholzu na Ptuju. Potem je opravil strokovno šolo, pomočniški izpit v Ljubljani, v Mariboru zaključni izpit na temo razvoj fotografije in prvi posnetki Maribora. In nato leta 1958 dobil službo na časopisno-grafičnem podjetju Večer. Tako se je takrat s tistim letom potem preselil v Maribor, kjer se je njegovo delovanje začelo. Najprej na Večeru seveda začel kot laborant, ampak kaj hitro so prepoznali njegov talent, pridnost in zagnanost in je hitro začel delati na terenu, se pravi kot fotoreporter. Tam je ostal potem vse do leta 1993, spremljal je vse bolj in manj pomembne dogodke, tako v Mariboru, v okolici, včasih pa so poročali tudi iz drugih krajev, se pravi, ko je šlo za kakšne večje dogodke, po celotni Jugoslaviji se je tudi bilo potrebno vsesti v fičota pa se peljati do Skopja, da se pokrije potres ali pa se gre na olimpijske igre in tako naprej. Tako da obvladal je in pokrival je razna dogajanja, tako od kulturnih, športnih, umetniških, političnih, različnih razmer in dogodkov. Hkrati je ustvarjal tudi v Fotoklubu Maribor in tam nekako se izpopolnjeval ali pa nadgrajeval v tej svoji umetniški vrsti, v umetniški fotografiji. V tistih letih so tudi bili člani tega našega fotokluba zelo aktivni, zelo prepoznavni po celi Jugoslaviji, so sodelovali na mnogih razstavah, pošiljali fotografije tako posamezno kot tudi skupinsko na razne konce sveta in prejemali tudi ogromno nagrad. No, od leta 1968 do 1973 je bil oče tudi predsednik fotokluba, potem kasneje pa je postal tudi častni član. Leta 1972 je postal predsednik sekcije foto- in filmskih reporterjev pri Društvu novinarjev Slovenije. Leta 1973 je prejel naziv za mojstra fotografije Fotozveze Jugoslavije, EFIAP, in pa leta 1975 Mednarodne zveze za fotografsko umetnost. Tako da malo vam ga predstavim iz tistega obdobja, kako so izgledale njegove fotografije oziroma njegovi portreti iz različnih časovnih obdobij. To so iz tistih bolj zgodnjih črno-belih obdobij, pa potem še nekaj kasnejših in tudi karikatura od Remigija, prav tako, očitno Remigi tako delal karikature vseh aktivnih Mariborčanov ali pa ljudi okoli. No, pa da povem zdaj kako sem se potem še jaz znašla v tej zgodbi oziroma kakšna je ta najina navezava. Ko sem se jaz rodila, je bil moj oče star že skoraj, da bi bil že blizu 50 let. Normalno sem bila tudi jaz predmet njegovega fotografskega beleženja ali pa ustvarjanja.
Bil je pač zelo aktiven tako na družinskem, osebnem kot na službenem področju. Z mano je preživljal čas v nekih različnih športnih aktivnostih, pač veliko nekih družinskih lepih spominov je nastajalo. Hkrati pa potem nekako tudi to njegovo fotografsko ustvarjanje vplivalo hote ali pa ne hote na mene. Se pravi, pač, ko živiš z fotografom, ki hodi ves čas okoli s fotoaparatom, ker eden njegov rek je, da pač fotoaparat moraš imeti zmeraj pripravljen, tako da samo ko pride pravi trenutek, da dvigneš in sprožiš, ne. Tako se potem pač tudi ti posledično vključiš ali pa spoznavaš to fotografsko ustvarjanje. In na primer, kako sem se jaz začela srečevati z fotografiranjem, je bilo po moje, pač koliko se tako spominjam, sedaj je bilo na kakšnih teh osnovnošolskih izletih v prvih letih šolanja, ko me je vprašal, če bom vzela na končni izlet s seboj fotoaparat, ne, in pač sem bila zainteresirana in potem mi je dal trotl kamero, to smo rekli takrat s tem fotoaparatom na film, ki niso imeli potrebe po nekem kompliciranem nastavljanjem, ampak je bil pač zelo enostaven za uporabo. No, in tako sem jaz na izletu naredila nekaj posnetkov, potem pa, ko je pač ati razvil te posnetke, sva midva šla skozi in mi je povedal, kaj je bilo zdaj dobro, kaj ni bilo dobro, da ne smem ljudem rezati glave ali pa pač kako naj kadriram fotografijo, da jih ne stisnem samo v en kot, pa ne puščam praznega prostora in tako naprej. Se pravi, da sem se začela že hitro učiti neke te, lahko rečem, likovne kompozicije ali pa uporabe fotografije, pač kako fotografirati, da je v redu, ne. In to se je potem dalje razvijalo tudi še s tem, ko sem se odločila, da grem v srednjo šolo za fotografijo. Tako da mi je potem tudi pomagal velikokrat, če sem rabila kake nasvete ali pa usmeritve pri izdelovanju kolekcij, se pravi, kakšen izbor bi bilo najboljše narediti ali pa zakaj katera fotografija, ja, zakaj ne. Je pa bil kar kritičen pri tem, moram reči, ne, ni bilo zdaj tu nekega popuščanja, ampak on je pač vzel pač to, kaj sem jaz naredila, ne, in rekel, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, to ne moreš tako rezati, to ni, to moraš tako, to moraš tako, ne, tako da, ampak je bilo pač pravilno, zato ker ti da potem neke usmeritve za naprej, da začneš boljše delati, na primer, ne. No, tako da jaz sem bila na začetku pač njegov portretist, da rečem, ne, potem kasneje pa zatem, ko pa sem že bila jaz tudi dovolj usposobljena ali pa imela dovolj znanja, pa sem potem tudi jaz že njega portretirala oziroma fotografirala ga ali v privat življenju ali pa pač tudi na vseh teh možnih dogodkih, kjer smo ga vedno pač z družino, kjer smo ga spremljali, ko so pač, ali je šlo za kakršnekoli dogodke, razstave, predavanja, delavnice tudi, ki jih je pač velikokrat prirejal za okolico. Mislim, sva pa tudi potem, pač to učenje je bilo tako teoretično kot tudi praktično, kasneje pa sva tudi kdaj včasih skupaj delovala na terenu, ne, to je recimo en taki prizor, ko sva skupaj fotografirala v Ljudskem vrtu na stadionu nogomet. Pa poglejmo pač te neke stvari, ki še verjetno niso vsem znane, da se malo usmerimo na te neke domače zbirke, ker kot vemo, pač kot smo rekli, da se marsikaj nahaja v naših stanovanjih, v naših arhivih, da ljudje marsikaj zbirajo, pa sigurno marsikdo ne ve, z kakšnimi vse zbirkami ali pa s čim se je vse moj oče ukvarjal. Tako da lahko pač povem nekaj še zraven fotografij, ki jih je ustvarjal in zbiral, s čim, kaj so bile še pač njegove take, da rečemo, zbirke ali pa hobiji, ne. Na splošno je imel rad likovno umetnost, se pravi ne samo fotografijo, ampak tudi druge veje umetnosti, tako da se tudi on včasih lotil, kaj narisal, kaj naslikal. Delal je tudi sam neke karikature, imamo doma en zvezek zbran karikatur, ki so nastajale izpod njegovega svinčnika. Največkrat so bile, to se mi zdi, karikature kakih kolegov ali pa sodelavcev, ki so nastajale v času delovanja na Večeru.
Tega danes nimam s sabo, mogoče v kakšni drugi priliki. Imam pa nekaj drugega, da vidite, recimo tudi kiparil je rad, se pravi oblikoval glino. To je ustvaril neke portrete moje mame in pa večkrat smo tudi ustvarjali kaj skupaj, da je bilo to kot neka družinska zanimacija, tudi mami kot likovnica ima posluh za to, tako da sta ona dva potem oblikovala in še potem mene navdušila tu pa tam, čeprav v tej smeri meni ravno ni šlo, moram reči. Potem je tudi zbiral ure, mogoče to izhaja nekako iz tistega obdobja, ko pač želel postati urar, pa potem ni šlo, ampak je imel kar široko zbirko ur, ki so se nahajale ali po njegovem ateljeju in pa pri nas doma na različnih mestih. Potem sem naletela pač pred časom tudi na zbirko pres izkaznic, to še takrat ni bilo za nekaj vsakdanjega, zdaj danes je normalno, da prideš na dogodek, pa dobiš ti akreditacijo ali pa izkaznico, medtem to takrat ni bilo tako pogosto, ampak vseeno vidite, da se je tega res skozi leta ogromno nabralo. Zraven tega lahko rečem tudi, da je neke vrste zbiral štempilke ali pa nagrade. To, kar vidite, so dve zadnje strani dveh fotografij, ki so se včasih opremljale in pošiljale na različne razstave, ali po Jugoslaviji ali pa tudi drugod po svetu. In na vsaki natečaj ali pa razstavo, kamor so poslali to fotografijo, je potem ta fotografija na zadnjo stran prejela štempilko, kjer je pač pisalo, kje se je ta salon ali pa razstava dogajala, vpisovali so tudi neke določene točke, ki so se takrat zbirale za pridobitev mojstrskih naslovov in tako naprej. Tako da to nista fotografije z največ štempilkami, tista pač zdaj, kaj je bilo pri roki, drugače so pa še fotografije, nekatere, ki imajo celo zadnjo stran tudi popolnjeno z raznimi štempilkami, da so pač obredle cel svet, lahko rečem v grobem. Potem pa to mogoče, po katerem ga verjetno večina vas tudi pozna, se pravi po zbiranju fotoaparatov in pa fotografske opreme. Fotoaparate je začel zbirati v zgodnjih 60-ih letih, in pač ta zbirka je potem nekako eksponentno rastla. Hodil je pač po različnih sejmih, bolšjakih, pač kjer se je karkoli dogajalo v zvezi z fotografijo, z prodajo aparatov, z izmenjavo in potem ob trenutkih ali pa ob kakih priložnostih tudi sam predstavil te zbirke ali pa dele zbirk. To recimo je bilo predstavljeno v fotosalonu pri Kurtu, če se kdo od vas spomni, to je bilo na tem mestu. Pred bivšim Merkurjem je bil fotosalon in tako je pač včasih tudi izgledal ta neki sejem fotografske opreme, ki je pač tu in tam bil izveden. Kasneje pa potem, ko je imel oče tudi že, rečemo, da več nekih kosov, ki so se podvajali, je potem tudi sam začel z svojo mizo ali pa štantom hoditi najprej tam pred Kurtovim salonom, potem kasneje malo nižje doli, če rečem pred današnjim H&M-om, in tako prodajal ali pa zamenjal kakšne kose te opreme, ki jo je imel podvajeno. Na ta način je večal in širil svojo zbirko, hkrati pa je bil to neki vsako soboto dopoldan nek družabni dogodek zanj in za ljubitelje fotografije ali pa fotoaparatov ter opreme, ker so hodili k njemu ne samo zato, da bi kaj kupili ali pa zamenjali, ampak že samo zato, da so poklepetali o fotografiji ali pa da so prišli pa se pohvalili s kakim novim kosom opreme, ki so ga nabavili kje. Ali pa da so prišli z aparatom pa prosili za pomoč, ali od nekih osnovnih stvari, kako menjati film, do tega mogoče, kako se kaki del aparata popravi, v glavnem posvetovanje, ne. In pač ati je bil vedno odprt za to, da je z veseljem vedno rad delil svoje nasvete in znanje, ne, mu to nikoli ni bil problem.
en taki tudi recimo članek iz Večera takrat. No, tako da pač to znanje je delil tako na stojnicah, kot tudi na primer po drugih priložnostih. Vabili so ga dostikrat v šole, na fakultete, na takšna in drugačna predavanja ali pa predstavitve v zvezi z njegovim delom ali pa na splošno v zvezi s fotografijo. Kasneje je potem imel tudi v uporabi en prostor na Koroški cesti, kjer je imel prostor Galerija Metka, se je reklo, in namesto na štantu je potem to svoje, recimo, delovanje prestavil v ta prostor, kjer je dejansko bilo tako kot prej na štantu, ravno tako so ljudje hodili tja, na pogovor, je pa bil prostor tudi tak, da je lahko malo več neke svoje opreme tam redno imel razstavljene, raznih fotoaparatov, tudi neke dagerotipije, slike na steklu in podobno. Ter ena stena je bila modra stena, kjer se je tudi pač prirejalo občasno fotografske razstave. To njegova zbirka, želja je bila tudi, da bi se z te zbirke nekako ustanovil nek fotografski muzej, predvsem zato, ker če bi se združilo to njegovo zbirko in pa zbirko Buhančev, Buhanca, potem bi imeli mi lahko neko predstavitev, neko zbirko, ki ni večje, res daleč okoli našega prostora. Do tega pač žal ni prišlo, čeprav si je dolgo leta prizadeval, ampak vseeno je pa ves čas sproti on redno skrbel in urejal te svoje aparate, vsakega, ki je dobil, ga vedno očistil, potem se je na eni točki v zadnjih letih tudi odločil in je pač začel zadeve res striktno popisovati. In tukaj imam prikazan primer, kako je nastal ta popis. To so bili potem 3 zvezki. On je pač na vsaki aparatek ali pa na vsaki kos opreme dal gor en mali listek z nitko, ki je zavezal zraven, na katerem je bila številka, in potem je pač tukaj razpredelnica, se pravi, pod katero številko kaj spada, se pravi, od fotoaparatov do flešov, svetlomerjev in tako naprej, da ima pač vsaki kos opreme neko svojo oznako. Tak si je pač zamislil, kako bi on to razporedil, da bi bilo pač bolj razpoznavno. Tako izgleda potem prva stran prvega zvezka, se pravi, če vidite, na primer, je bilo vse od kolofot, fotopapirja pod številko 1, se pravi, to gre pod 1/9, se pravi pod neki drugi material, do recimo Vest5K, Vestpocket, Kodak, ker je za fotoaparat, je 5/2 in tako naprej. No, tukaj je številka, se je začelo pri enki, in na desni strani, na levi strani je enka, na desni strani pa je potem zadnja stran tretjega zvezka, kot vidite 6889, se mi zdi, kosov, torej, se pravi, toliko je bilo kosov naštetih, se pravi, z fotoaparati, z fototorbicami, fleši, stojali, da rečem, tudi sušilniki za fotografije, pač ogromno nekih takih stvari je bilo. Zdaj pa bi šla malo jaz na ta njegov opus, da pač vam prikažem mogoče tiste njegove nekatere bolj razpoznavne fotografije ali pa nekatere, ki jih pač še verjetno nekateri tudi ne poznate ali pa niste videli. In kot sem že prej omenila, je pač spremljal razne priložnosti in dogodke, pa najboljše, da gremo kar sproti skozi fotografije pogledati. Šport je bil predvsem ena taka njegova strast, tako kot sam je bil športnik, igral rad nogomet, tudi smučal, ping-pong, pač razne športe, v katere je tudi mene uvedel, in šport je tudi rad dokumentiral. In to je ena izmed najbolj poznanih fotografij, zato pač ne moreš na predstavitvi, brez da pokažeš to fotografijo, je tista, ki je prejela tudi ogromno nagrad po svetu. Naslov pa je Borba z blatom. Nastala je na motokrosu v Orehovi vasi. Tudi motokros je eden izmed dogodkov, katere je oče redno spremljal. In še vedno pač tudi
jaz kdaj sodelujem z takšnimi društvi ali pa z organizacijami, ko me pač pokličejo pa rečejo, da bi oni doma obletnico pa da bi kaj naredili, ne, da bi pač predstavili kakšne fotografije. Tako da smo ob obletnici v Orehovi vasi nekaj let nazaj recimo naredili to fotografijo na en ogromen plakat oziroma ne vem, za kakšen material je bil, v glavnem tale ogromen posnetek je stal sredi na hribu, sredi motocross proge, tako da pač je bil viden, že ko si prišel noter na progo, ko je bila dirka, vsi, ko so vozili okoli, v glavnem pač tak zanimiv prizor, no. Pa hkrati zraven smo naredili še dodatno zunanjo razstavo in tako naprej. Potem je spremljal speedway dirke, za tisti čas recimo malo bolj zanimiv posnetek, da ni tako statika, kot je bilo takrat vajeno, najprej, da mora biti pač vse ostro. Spremljal je naše športnike, Leona Štuklja, pa potem dalje Mira Cerarja, pa zraven športa je da tudi krat vklapljal humor, se pravi, da je imel tudi dostikrat humoristične posnetke, na primer naslov te fotografije je Eno dobi, tri pa spusti. Ni pa spremljal pač samo dogodka športa kot takega, ampak se je vedno tudi usmerjal na vse, kar se je okoli dogajalo, se pravi ne samo nogometno igro, da bi se fokusiral samo na to, ampak je pač vedno tudi gledal okoli, ne, se pravi, to je ta primer, kako prihraniš za karto v Ljudskem vrtu, ne, ali pa pač, če je prevelika gužva, pa se ni dobro videlo, ne, so ljudje pač plezali na drevesih in spremljali tekmo. Ali pa taki posnetek, ne, da se včasih tudi vračal na nek kraj, ne, da je, če je bilo dovolj časa, da ni rabil hiteti nazaj na večer, je vedno pač si vzel še nekaj časa, ostal, pogledal okoli, iskal neke druge motive, pač je rekel, za svojo dušo, ne. To je na primer potem skoki pod Pekrsko gorco. To je spremljal, pa ne samo pod Pekrsko gorco, ampak tudi v Črni, pa tudi v Planici. In v Planici je nastal tudi ta posnetek, recimo, ne, da ne kažemo samo skoku, ampak kaj je zraven nastajalo ob skokih. To je Tito, kateri je tudi kot hobi imel fotografijo, se je zelo rad ukvarjal s tem, tako da to je pač posnetek, ki ga je takrat vlovil takrat na skakanju v Planici. Pa potem imamo še tukaj atletika, teki, zmagovalec je naslov te fotografije, tukaj za vogalom si jo boste lahko v živo potem tudi ogledali, ker je tudi v zbirki UGM-a. Bilo je interesantno tudi to pri tej fotografiji, potem zelo uspešna fotografija ravno tako, zanimivo, da so bile te spremembe, se pravi, da ni bilo več vse v fokusu, da mu ni bilo, da je začel eksperimentirati, da ni bilo vse tako, kot je bilo treba, da je zdaj vse na fotografiji ostre, ampak da prikažeš neko dinamiko s tem gibom, pa potem tudi zgodbo, ne. Podobna stvar je se zgodila pri tej fotografiji, Pustno veselje naslov. Najprej na večeru je niso hoteli objaviti, ker so rekli, pač to je neostro, ne moremo tega objavljati, ne. Potem pa, ko so jo pa uporabili, pa objavili za eno knjigo za naslovnico v avstrijski ali nemški neki založbi, no, potem pa je bila tudi pri nas dobra fotografija in se je tudi pri nas potem uporabljala in objavila. Spremljal je torej tudi veliko SNG Maribor, se pravi, kot smo prej slišali, da je nasledil Mirka Japla. Zanimivo je pač, kako se te zgodbe prepletajo pa nadaljujejo, ne, ker prej, ko sem gledala fotografije iz Dogodek v mestu Gogi, pa ta dolina Šentflorjanska in tako naprej, je bilo eno obdobje, 1-2 leti tudi, potem, ko je že oče nehal delati za gledališče, ampak je pa še vedno z njimi v neki navezi, so ga prosili, da bi se njihovo arhivo, te njihove negative in posnetke, da bo to treba počasi arhivirati in zdigitalizirati, in ker je bil pač moj ata dokaj napreden v tem, ne, je imel že tudi skener za negative, pa pač delajo tudi reprodukcije pozitivov in tako naprej, ne, so rekli, če bi on hotel začeti
začeti urejati to, da bi se začela rihtati digitalna arhiva, no. In potem je tudi mene vklopil v to, ne, tako da smo potem midva skupaj doma delala reprodukcije teh posnetkov in potem shranjevala in mislim, da imam še zdaj nekje backup teh določenih predstav v računalniku, kjer sem pač pisala ta in ta predstava, ne, takrat in takrat to leto in potem shranjevala po mapah te posnetke iz predstav, ne. Tako da, ja, mogoče tudi ta razlika, koliko je rekel, ne, da do njega se je večinoma fotografiralo v gledališču na posebnih vajah, pač namenjenih za fotografiranje. Po vsej verjetnosti je bilo pač to tudi potrebno zaradi opreme, ki ni bila dovolj zmogljiva in je bilo potrebno uporabljati bolj dolge ekspozicijske čase, da si je dobil kvalitetno fotografijo. No, on pa je potem začel delati po drugem pristopu, se pravi, da je bolj rečemo lovil posnetke med samo igro, se pravi, da ponavadi mislim, da na generalki ali kako je bilo to v planu, ne. Zraven tega pa tudi, kot vidimo, ne, tudi backstage, se pravi, vse, kar je spadalo zraven, ne. Ja, tudi koledar, ja, gledališki list, ja, da je naredil, pač ogromno je bilo tega, ne. Rad se je tudi ukvarjal z grafiko, mu je tudi bila blizu. Najprej analogna seveda, kasneje tudi kakšna računalniška in vedno je bil za novitete, rad se je učil, spremljal je, kaj se dogaja v fotografiji in tako je bil tudi on eden tistih prvih, ko so začeli uporabljati računalnik za obdelavo fotografij, ki se je naučil Photoshop, da je obdeloval posnetke in potem kasneje tudi uporabljal za neke, recimo za igro, da rečem, ali pa za neko eksperimentiranje, za razne, za eksperimente, no, na primer, tako kot vidite to ali pa to. No, pred računalniško grafiko oziroma montažo in obdelavo pa je tudi obvladal analogno montažo, za kar lahko rečemo, da gre neke vrste montažo pri tej fotografiji. To pa je fotografija z naslovom Tukaj omahnil očka, ki je bila posneta pred zidom, pred zapori. In tu gre pravzaprav za montažo, ker je zmontiral fotografijo talcev, ki so bili streljani pred zidom, pač v to svojo fotografijo, ki je naredil. In pač ta fotografija je tudi pač zelo poznana, prepoznavna, no. Delal je različne reportaže, pač reportažne fotografije kot serije, ali pa kot samostojne fotografije. Ta na primer je nastala v okviru projekta Siti in lačni Slovenci in dokumentiralo se je, te fotografije so nastajale na Kozjaku. Tako da fotografija ta ima naslov Prazna vsakdanjost, se pravi, so prikazovali, kako je pač življenje na tistem področju bilo v tistem obdobju. Pa potem sociala, industrija, delavski ljudje, kako so delali, kako so živeli. To fotografijo sem tudi mogla zbrati, zato ker mami pravi, da je pač to njena najljubša fotografija, zaradi tega, ker jo spominja na njene starše, ko so bili tudi izčrpani, stare starše, ki so bili zdelani in so tudi včasih, da sta tako onemogla zaspala, ne, kot ta dva recimo na odmoru po kosilu, če rečem. Tako da bili so pokriti raznorazni težki, rečemo trenutki, pa tudi lepi, veseli. Na področju Štajerske, predvsem pa Maribora. In zato pač moramo reči, da gre za kronista Maribora, ki nam je zamrznil trenutke, kakršni pač ne bojo več, ne. Tukaj lahko mogoče prepoznate Kordiglov Dixi, kateri veste za to. Ne vem, mogoče kdo pozna tudi osebe na fotografiji, jaz jih ne. Pa potem sem zbrala nekaj fotografij še takih iz Maribora, preden, mislim, zdaj je že vse drugače, preden se še Maribor spreminjal, ne. Mogoče je kdo od vas skočil iz te desetke na Mariborskem otoku, jaz nisem več imela te možnosti. Pa šola pod mostom.
pa avtobusna postaja na Glavnem trgu, kako je izgledala in kako so vsi pridno postrojeni čakali v vrsti. Pa Lent nekoč, ko se je odvijala rancarija, pa v času narasle Drave, kako je izgledal vodni stolp, pa Sodni stolp, ali pa ta zadnji mariborski kočijaž. Pa ko smo še imeli sneg v Mariboru, tega se še jaz tudi spomnim, sem doživela, ampak vprašanje pa, če še bomo imeli dosti prilik to še doživeti, ne? Tako da je tudi taki nek pomemben dokument časa, ne? Zdaj pa, da se še navežem malo na likovno umetnost, smo rekli, da se malo povežemo na to, kako so se povezovali umetniki Maribora, kako so ustvarjali. Kot sem omenila, je oče veliko razstavljal, imel je razstave v tujini, pri nas in seveda tudi konec koncev svojo retrospektivno razstavo v teh prostorih. To je bilo leta 2001 na odprtju retrospektive tukaj v UGM-u. Tako da nekateri se prepoznate. Ni pa pač hodil samo na svoje razstave, ne, ampak tudi na razstave od svojih kolegov. To recimo je fotograf Lešnik na odprtju razstave, ampak ni se sledil samo fotografskih razstav, ampak kot sem rekla, da je spremljal in imel rad pač vse vrste umetnosti, tako da pač se udeleževal tudi drugih umetniških razstav, ne, likovnih, slikarskih in pač razno raznih. In tudi na tem mestu so včasih nastali taki zanimivi posnetki. No, in pri teh razstavah, pri takšnih druženjih so se pač vedno tudi naši umetniki ali pa ljudje pač tako srečevali, tako da nekaj posnetkov recimo, kjer so ustvarjali, nastajale nove debate, tukaj na fotografiji z našim zelo pomembnim kritikom, Aleksandrom Bazinom. Potem pa je ne samo srečeval se z umetniki, ampak jih tudi pač dokumentiral velikokrat, tako na njihovem domu ali kje spontano v naravi ali dogovorjeno v njihovih ateljejih. In to so neke fotografije, se pravi od teh razno raznih ustvarjalcev tistega časa. Polanko, pa Aleksander Kovač, potem Lajči Pandur. Pa Janez Vidic najprej v nekem takem bolj domačem okolju, potem pa še tukaj še ena malo bolj umetniška. Potem je spremljal Slavka Tihca pri njegovem delu, dostikrat je pač rad fotografiral med samim umetnikovim delom, se pravi takrat, ko je bil umetnik v akciji, in pa potem tudi zabeležil njihove izdelke, ne, končne. Z nekaterimi od umetnikov pa se je tudi pač boljše poznali, pa da se je bolj skozi njihovo skupno sodelovanje bolj spoprijateljil. In eden od teh, na primer, je bil Jože Tisnikar, s katerim sta veliko sodelovala. In ga je pač večkrat šel fotografirati in rekel je, da ta fotografija mu je tudi pač bila taka spomin, zato ker to je zadnja fotografija od Jožeta, ki jo je pač naredil, ker naslednji dan pa je bila prometna nesreča, ko ga je povozil tovornjak. Tako da, to je bila zadnja fotka od Jožeta, ne. Potem pa so še tu različne kabineti in umetniški ateljeji, ko je fotografiral recimo tukaj v tem primeru je Primož Prenzelj. Naslednjega gospoda boste prepoznali. Zdaj, to ne vem, kje je bilo narejeno, lahko vi poveste, Marko, ali če veste, ali pa letnica, to mi ni poznano. Ja, tako da marsikaj se najde v arhivi, ne. To so fotografije, ki so v tej, recimo, bolj digitalni arhivi, ki je meni na voljo, nekaj, ki je oče že sam pripravil, digitaliziral, nekaj, kar sem mu jaz pomagala, medtem ko ogromno teh stvari
se še vedno nahaja na negativih v Večeru ali pa pač tudi na nekih domači zbirki, ki pač so potrebni dela, ne, ker to si res moraš vzeti nekaj časa, sistematsko se lotiti, tako da jaz pravim, da ne vem, ali bo mi uspelo to pred penzijo, ali bom si mogla vzeti kakšno poletje dopusta ali kaj takega, da se lotiš, pa da se proba to nekako sistematsko urediti, da bi bila tudi ta arhiva lahko potem dostopna drugim ali pa predvsem meni, ko me dostikrat kličejo kot recimo iz Slogija ali pa delajo razne knjige ali pa razstave in bi želeli kakšne fotografije od očeta, ne. In zato pač, če ni v moj digitalni arhivi, potem to predstavlja kar veliki problem, kako priti do teh določenih fotografij, ne. No, tu še imamo še eno fotografijo od naše predhodnice od prejšnjič. Se pravi, Kavčičeva soproga in hčerka Metka, ki je danes z nami. Tako da ni pač fotografiral torej samo umetnikov, ampak tudi v prilikah njihove družine, ne. In tako je tudi potem vklopil, dokumentiral tudi naše družine in tako tudi mene vklopil v neke te umetniške ateljeje, ne. Tako da to je bil moj obisk pri Ivanu Čobalu leta 1986. Tako da tu bi jaz se končala na tej točki, ne, pa